staro himno. Pristojna komisija pri naši vladi je dobila kar 761 predlogov za novo jugoslovansko himno, vendar ni prav nobeden ustrezal zahtevanim merilom. Ja, tako bomo imeli na žalost še kar naprej staro himno. Čeprav bi imeli državljani SFRJ veliko rajš novo himno, pa stare cene. Moped šov, moped šov. Komisija je ugotovila, da so bila besedila, kako bi rekla, preveč referatska. Nič čudnega, če pa državljani večkrat slišijo referate kot pa himno. Imeli bomo torej še naprej staro himno. In stare težave. Poslušate Mopečov, ki bi silovito razrešil vse zagate z državno himno in smo v zvezi s tem pripravili nekaj izvirnih predlogov. Dajte sem. Ja. Predlog številka 762. Obrazložitev. Predlog številka 762 je zelo konstruktiven, himna je spevna, tekst je zelo angažiran, usmerjen tudi v mednarodno dogajanje, v katerem igra naša država pomembno vlogo. Tekst je družbeno angažiran in bi bil lahko med drugim zapet tudi po naši predsednici na svojih številnih državniških obiskih v tujini. No, pa ne zapoje, da slišimo. Sirota jaz okrog blodim, si dolarjev želim. Zato vam kličem prav ljubo, kreditov prosimo. Sprejmite, prosim, nas med vse, saj radi imamo vse. Še bolj ljubili bomo vas, če kaj nam daste še. Ja, tovariš, slišali smo, da nameravate zamenjati tudi državno zastavo. Ja, o državni zastavi pa ni še nič znega. Slišal sem, da je bilo pametno zamenjati partijsko zastavo. Joj, partijsko zastavo. Zakaj pa partijsko? Baje ima preveč orodja gor. Pardon, tukaj imamo predlog za novo himno številka 763. Ja, utemeljitev za predlog nove himne 763 je zelo zanimiva. Himna je posvečena problemom, ki nas trenutno najbolj žuljo. Tekst ni referatski, nasprotno je zelo aktualen. Dajte sem. Pazi, gremo. Naj bo tale pesem za zapufane, veliko trdnih manjka nam deviz. Naj bo elegija za omagane, da se prebijemo iz teh še kriz. So pufi že brez mej, bi novih radi zdaj, da zlezemo iz godle slej ko prej. Pesem za dolar, ki zdaj jih sploh ni več pri nas. Te zlate devize, ki je za nas zdaj glavni as. Pesem za dolar je prošnja, ki jo jokam vam. A če še tako igram, v prazni banki le priznam, ob tej le pesmi za dolar bi se izvozil sam. Preveč zapadnjaško usmerjena. Tovariš, slišali pa smo tudi precej konstruktivnih predlogov, da naj bi zamenjali tudi državni grb. Točno, to sem slišal tudi jaz.
Vendar so na grbu problematične bakle, ki kar naprej gorijo in zatorej ne vzpodbujajo k vsesplošnemu varčevanju z energijo. Tudi v zvezi z zamenjavo državnega grba je prišlo že nekaj konkretnih predlogov. Evo, enega imam celo s seboj. Ježiš, se to je pa vendar ženski modrc. Nobene panike se ni več. Znanstveno smo ugotovili, da je modrc simbol našega samoupravnega socializma in zato ne bi poslej bil tudi v našem državnem grbu. Zakaj pa prav modrc simbol našega samoupravnega socializma? Ja, mejhne povzdiguje, velike pa tlač. Tukaj pa imam predlog za himno številka 764. Predlog številka 764 je pravzaprav brez utemeljitve. Kako pa to? Ker je sam po sebi dovolj zgovoren. Ko bila bi taka frača, moja plača, da bi jo lahko nategnil čez mesec cel. A ta moja mala plača sploh ni frača, da bi jo lahko nategnil čez mesec cel. Rahlo zelen sem, pa vse bolj suh, saj naše cene res niso od muh. Slišali smo, da bo vlada začela dosledno uveljavljati higieno pri delu. A je to res? Ja, točno, dosledno bomo zahtevali izvajanje higienskih predpisov. Kakšnih predpisov? Prepovedano bo delavcem pljuvati v roke. Ne? Zakaj pa? Ja, zakaj pa? Ne smejo več pljuvati v roke, če imajo pa delavci oblast v rokah. Medtem pa je prišel tudi že predlog za novo himno številka 765. Predlog posega v bogato zakladnico našega ljudskega blaga, kajti staro ljudsko blago je tudi edino zanesljivo blago, s katerim se še lahko postavljamo. Da slišimo. Potaplja, potaplja, potaplja se barčica naša. Potaplja, potaplja, potaplja se sredi dolgov. Stop. Predlog ne obravnava kopenskega stanja, dali ga bomo v nadaljno obravnavo luški kapitaniji Koper, državotvornim organom pa predlagali, naj državo zavarujejo pri angleškem Lloydu. Ja, takole je. Predlog za novo himno številka 765 sega na področje naše ljudske vlade, ki, kot že ime pove, je izvoljena po volji. Govorite francosko? Parlez-vous français? Prostite, ampak potrebovali bi kredite. Boste vsaj odkupili naše, francoske avtomobile? Pardon, nam boste pomagali na evropskem tržišču? Lahko vsaj pričakujemo vašo vsestransko pomoč? Pardon, monsieur, kaj iz tega sledi? Da bo treba ukiniti ansambl Rendezvous. Pardon, madame de Notre Dame. Joj, grozno. Ja, kaj ste pa rekli? Pardon, madame de Notre Dame. Mar vi občujete po francosko? Zdaj zapojmo eno po francosko. Ekneš, pekneš, nudgrtekneš. Pardon, to sploh ni po francosko. To je kvečemu po mađarsko. Pardon, to je samo dokaz naše nevrščenosti, da ne delamo nobenih razlik med Francozi in Mađari. Zdaj zapojmo eno po francosko. Ekneš, pekneš, nudgrtekneš. Pardon, no, se to je grozno. Vam hodijo po glavi same svinjarije. Točno. Odkar se je svinsko meso tako podražil, da ga sploh nima več v želodcu, mi svinjarije hodijo sam še po glavi. Mopačov vam posreduje napoved časa. Ob udarcih na plat zvona je napočil naš čas. Komu zvoni? 5
tu vprašati v mesarijo, koliko stane kilo mesa, boš takoj začutila, komu zvoni. Na valu 202. Pa še vedno poslušate Mopečov. Nemška policija nas je obvestila, da je razvozlala znameniti rop na frankfurtskem letališču, ko so iz jatovega aviona ukradli skoraj 3 milijone nemških mark. Nemška policija nas je obvestila, da so bili v rop na frankfurtskem letališču vpleteni Jugoslovani. Čeprav gre za tipično kriminalno dejanje, pa imajo naši storilci vrsto olajševalnih okolnosti. Prvič, naši lopovi so pokazali stabilizacijsko usmerjenost, saj so svojo dejavnost prenesli na zapadno konvertibilno evropsko tržišče. In drugič, kar je še bolj pohvalno, doslej se je v glavnem kradlo sam doma. Bonnie and Clyde, bandita prve klase, odpirala sta kase, kradla sta le zase. Bonnie and Clyde, k nam sta priletela, a brž sta naletela na težave strašne. No to je pa že nova zgodba za prihodnič. Za danes je bilo kar dost kriminala.